Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Skort, lepo pozdravljeni ponovno v moji družbi. Po tekmi z Veliko Britanijo, kjer je Slovenija zabeležila v bistvu prvi pozitiven rezultat, sem se odločil nekako, oziroma že malo prej po prebiranju na svoji Facebook strani navijači Luka Dončića in potem malo po samih komentarjih kakšnih strani, ki dopuščajo komentarje vseh obiskovalcev, sem se nekako odločil, da je mogoče čas, da potegnemo črto pod vso negativnost, ki se trenutno nabira okoli košarkarske reprezentance in da je mogoče čas, da izpostavimo kaj pozitivnih stvari, ker nekaj pa jih vendarle je. Še mogoče malo bolj sem se za to noto, da tole smer uberem, odločil potem, ko sem prebral določene intervjuje po včerajšnjem srečanju in sicer strani Eda Murića in pa Klemna Prepeliča, ki so mi bile določene stvari, ki sem jih prebral, izredno všeč. Všeč mi je bilo razmišljanje obeh fantov, pa verjamem, da je to tudi razmišljanje marsikoga drugega v reprezentanci. O tem želim govoriti danes, o tem, da je biti realen povsem okej. Kaj mislim s tem, se bom seveda v nadaljevanju dotaknil. O tem, koliko rezerve še ima recimo Luka Dončić v svoji igri, ne nazadnje je odigral samo 3 srečanja v tem delu priprav. O različnih akcijah, napadalnih akcijah, ki se jih lotevajo pri slovenski reprezentanci, tudi nekaj obrambnih, ampak predvsem kar opažam glede akcij v napadalnem smislu, ki se mi zdijo zanimive, pa tudi nekaj še mogoče, ki sem sam jih pripravil, ki bi jih mogoče lahko vključevali ali pa celo bodo mogoče razmišljajo glede na tip igralcev, ki jih imamo. O 2 pozitivnih igralcih v reprezentanci, ki nisem pred samim zborom resnično pričakoval, da bom govoril o njih v res svetli luči, zdaj pa definitivno lahko. In pa dotaknil se bom nekega vprašanja končne postave slovenske reprezentance. Selektor Sekulić je že povedal, da se bo po srečanju s Srbijo, torej jutri, odločil za dokončen rez. V tem trenutku ima reprezentanca 14 imen na svojem seznamu, torej še dveh se more, hočeš nočeš, selektor znebiti in se odločiti za tisto končno postavo, ki bo potovala na Evropsko prvenstvo. Tako, seznam, spisek imamo, o čem govorim, teme imamo. Ja nič, če ste pa tukaj vnovič ali pa prvič, pa vas prav lepo povabim, da se na moj kanal pridružite, da se naročite na moj kanal. Kot že rečeno, tukaj imamo highlightse, imamo kakšne posamezne dobre akcije Luke Dončića, predvsem kakšne druge zanimivosti strani sveta košarke ali slovenske košarke in tako bo tudi v prihodnje. Bolj pa smo zdaj seveda posvečeni analizi slovenske reprezentance. Gremo. Tisto, kar me mogoče vas najbolj zanima, zakaj spremljate moj kanal, malenkost bolj Luka Dončić. Včeraj je igral na oko, bi rekel, tam na enih 25%, končal tekmo z 28 točkami, 10 podajami in pa 6 skoki proti Veliki Britaniji. Roko na srce, res slab nasprotnik. Malo se vas s kolegom pogovarjala na tekmi. Imela bi ta reprezentanca težave z kakšno ekipo v ABA ligi, čisto realno. In s tem ni nič narobe, izbrala se je reprezentanca nasprotnika, kot si je. Ne nazadnje je to tudi ok za neko samovzdušje, da vidijo, da lahko, ne glede na nasprotnika, verjetno so lahko preusmerili, oziroma predvsem Sekulić je lahko razporedil malo minutažo, kar jo je videl, kaj štima, kaj ne. Ne nazadnje se je sam tudi izrazil, da z določenimi reprezentanti ni bil zadovoljen do zdaj. Primer Ščuka, ki ga je želel poriniti na štirko, da bi bil v neki svoji poziciji oziroma optimalni formi, ki jo je držal čez sezono. Izpostavil je, da ni zadovoljen z Ščuko na tem položaju in ga premaknil malo gor. Ravno včeraj je imel Luka Ščuka nekaj slabih trenutkov, ampak nema veze. Pogovor iskren s selektorjem je bil, tole smo lahko prečitali in upajmo, da bo šlo v pozitivno smer naprej, če že danes izpostavljamo pozitivne zadeve. Dončić torej, samo 3 tekme do zdaj, proti Nemčiji, Latviji in pa včeraj Veliki Britaniji.
čista lahkota v določenih zadevah se je videlo tista njega eksplozivnost, ki smo jo malenkost pogrešali prej, ko je imel više kilogramov, da tako rečem, pregled nad igro, to sploh ne rabim zgubljati besed, da vidi potezo 2-3 več, tudi ne. Dobil je kar nekaj takih neprijetnih udarcev, včeraj proti Veliki Britaniji, ampak se je kar hitro pobral in šel naprej. Še vedno se malo pogovarja s sodniki, ampak to je bilo že v nekem normalnem, umirjenem tonu, kar mi je všeč, ni zahajal v neke predolge debate in to je to. Tako da glede Dončića me ne skrbi, glede tistega udarca v koleno, jaz mislim, da je tole čisto popolnoma zdaj že pozabljeno, ena zelo fajn zadeva, da lahko gremo mirno naprej. Že zelo lepo so ga sprejeli na beograjskem letališču, če še mogoče niste videli, določeni posnetki so že zunaj, kar nekaj ljudi se je zbralo seveda, da ga pozdravi, da dobi kakšno sliko z njim, podpis, tako da Luka, ok. Gremo dalje. Akcije slovenske reprezentance so malo, jaz sem že sama. Glavnem, piti je treba. Lažje se govori in to ni dobena reklama za nič, navadna voda. Ampak ko si enkrat dehidriran, kar sem jaz bil, je to lahko slabost, 3-4 dni skupaj, konstantno, ni fajn. Pijte, hidrirajte se. Glavnem, akcije. Par akcij je zelo zanimivih. Tale akcija iz avta proti košu pod koš. Daj mi se to pogledat kar. Ponovadi je tole zahrovata akcija, v tem primeru smo zdaj videli Cerkvenika, ampak to je tako res nepričakovano. Praktično Dončić sprejme žogo direktno, ne vem, če je sploh udarec po žogi, kot je to ponavadi ob začetku kakšnih stranskih akcij iz avta. Če nismo to spustili te akcije 4-5krat, vedno uspešno, mogoče se bojo že na to pripravili do Evropskega prvenstva, ampak nema veze. Kakšno akcijo morda pogrešam za Prepeliča, kakšen Iverson cut, se pravi, ko iz ene strani na vrhu trojke preteče čez celotno trojko, dobi blok ali vsaj dva vmes, neki je na višini posta, mislim gor proti trojki seveda, pa da potem podaja na drugo stran, ali je met, ali preleti Prepelič, pa se akcija nadaljuje kakorkoli. To je za takšnega šutera bi bilo, mogoče tudi za Gregorja Hrovata. Španski pick and roll, ok, kar ene parkrat, mislim, da zdaj proti Britaniji pa je ravno Prepelič ostal. Kakšen elevator mogoče pogrešam, to bi predvsem lahko koristili, ko je kakšen Omić pa kakšen Ščuka noter, se pravi, da se dva skupaj postavita, vmes gre branilec in hop, blokada, dvojna, tako da tukaj branilec lahko res samo tukaj. In potem ponavadi med za 3, zdaj tisti malenko starejši se spomnijo kakšnega Mirza Teletović, je to non-stop pri Baskoniji uporabljal, Bogdan Bogdanović, zdaj mogoče novejši, Obst pri Nemčiji, ampak Obst že kakšen Iverson cut bolj, kaj takšnega mogoče, no. Drugače pa večina akcij tak sloni na Dončiću na organizaciji, je pa tudi zanimivo, da se ga dosti uporabljamo na dvojki, včasih, da dobi žogo, to mi je fajn, da ga malo razbremenimo pri prenosu, ali pa celo zadnje čase na postu dobi žogo, pa polon izkoristi, ali ti si njegov fadeaway, ali pa gre do konca, ali finta šuta. Single coverage, tough match up, Adamu giving up that, getting ready, waiting, knowing Luka is going to score, is going to find you. Tako da tukaj v redu koristimo. Zdaj ne moramo nekih akcij za visoke delati, ker smo tu malo slabši. Omić, Dončić še vedno ni nekega pick and rolla težkega, pick and popa tudi ne, s Kramplem malo bolj. Ko smo že pri Kramplu in ko smo že pri Hrovatu, moja naslednja tema. Dva, na katera lahko gledam res izredno pozitivno. Še vedno se mi zdi, da Krampla premalo koristimo, ali je to še zdaj taktično, da še pač mu ali trenerje toliko zaupa, ali pa še malo to skriva. Se mi skoraj zdi, da Jurković dobil včasih malo več priložnosti kot Krampl, pa recimo proti Nemčiji je Krampl izredno dobro izkoristil. Samo včeraj en tak plastičen primer proti Veliki Britaniji, takoj ko je prišel Krampl v igro, smo dobili 2 ali 3 napadalne skoke.
takoj. Tudi enkrat smo izredno lepo izigrali celotno obrambo in je prišlo do zabijanja Krampla. Glede tega je atraktiven, tudi dobro se giblje, ima višino, mogoče malenko za centra še mu moči primanjkuje, ampak ok. Tako, to me izredno veseli, da smo dobili zdaj enega zelo v redu igralca, za to razmere še posebej, kaj imamo mi. Tako da ja, Krampl še lahko ogromno da po moje, pa relativno mlad. Pol pa je še tole Gregor Hrovat. Njeno kemijo, se mi zdi, da res ima tudi to kemijo, delujejo res vrhunsko in Pešič je omenil, Srbija ni samo... To je pa gospod konsistenten trenutno. Mislim, da praktično vsako tekmo okoli 15 točk, čista dvojka oziroma trojka, ki dela in v obrambi in v napadu. Na obe dveh koncih se lahko zanesemo na kar nekaj prekrškov v napadu, lahko izsili, da trojko gre v prodor, izsili osebno napako tudi v napadu, dober soigralec, nekonfliktni, neproblematičen. Hrovat je, po moje, v tem trenutku drugi najboljši igralec slovenske reprezentance, pred Prepeličem celo, v tem trenutku. Manj izkušen kot Prepelič seveda, pa kakšen Murič recimo, ampak Hrovat zdaj, kar kaže, mislim, da je to prva peterka. In to je lep kapital za to reprezentanco. Ne? Malo prej sem še pozabil tisto o realnosti govoriti, da je čisto ok. Bodimo realni in si priznajmo, da s to reprezentanco, ki jo imamo trenutno, v kakšni formi je in kakšni zasedbi je realnost priti ven iz skupine. Vse, kar bo več od tega, bo lepo presenečenje, po mojem mnenju. Ne rabimo se iti skrivalnic in si domišljati, da smo v tem trenutku na papirju boljši, kar se bo zgodilo v praksi je drugo, z Luko Dončićem je možno marsikaj, še posebej, če mu bodo ostali sledili, ampak realnost v tem trenutku je takšna, da smo zelo podhranjeni pod košem, da smo morali z naturalizacijo poklicati spet Omića, nismo ga rabili prepričati, hvala Bogu, to je izjemno pozitivna stvar, Omić je car glede tega, ni pa toliko kompatibilen zaenkrat s to reprezentanco, oziroma bolje z Dončićem, ki malo bolj povezuje te zadeve, je pa tudi že povedal Luka, da mora tudi on sam malo prilagoditi svojo igro, kar je na nek način normalno. Ampak malo nam primanjkuje nam kar nekaj izkušenj, ni več to reprezentanca iz leta 2017, ni Gogija, ni Vidmarja, ni Randolfa, če tako želite, ni tistih nosilcev, ni niti nekoga, ki bi udaril po mizi, ala Zagorac, je sicer Prepelič, je tu Nikolić, ampak veliko izkušenj je pa šlo, mlajši prihajajo, ne nazadnje se bojo mlajši tudi borili za končno dvanajsterico in treba biti potrpežljiv. Saj ne rečem, saj sem že marsikdaj rekel, da se z marsičem tukaj ne strinjam, z marsikatero potezo, ampak dajmo pa biti realni, da bomo težko dosegli nek ekstra uspeh s to reprezentanco. In nič ni narobe s tem, če smo realni in če pozitivno mislimo in če navijamo še naprej za njih, verjamemo lahko v te fante komot, realnost pa je, da vse, kar bo ali kaj bo znotraj, to vsem bo pa zelo pozitivno presenečenje. Ustava. Kmalu bo znano, kdo potuje, kdo bo med zadnjimi 12, torej 2 imeni še morata odpasti, pa gremo malo tole razčleniti. Zdaj Luka Dončić bo padel ven. Dončić torej na enki, na dvojki Hrovat, trojka Prepelič, jaz mislim, da bo Prepelič začenjal, čeprav je njegovi navadi iz klopi, bo tokrat začenjal. Omić oziroma Murić spodaj. Tak nekak je tudi v zadnjem intervjuju povedal Sekulić. Zdaj pa druga vrsta. Nikolić, enka. Cerkvenik, Stergar, Padjen, Smrekar. Padjen in Smrekar dobivata zaenkrat najmanj priložnosti, pa kar logično. So pa tu Dončić, Nikolić, Hrovat, Prepelič, štirka, tu so nekako non-stop se menjujejo. Tako da tukaj mogoče vsaj eden izpade. Bolj pogledujem proti Padjenju oziroma Smrekarju samo iz naslova, ker dobita manj priložnosti kot ostali, čeprav osebno bi si oba dva želel, ampak nekoga pa moraš žrtvovati. Na drugi strani imaš tukaj ozadaj Krampla spodaj, pa Jurkovića spodaj, pa Ščuko,
pa Radoviča, čeprav Ščuko moramo že celo na trojko dati, ne. Ščuka se je nekaj malega zameril selektorju, ampak nekako se mi vseeno zdi, predvsem ker je visok zaradi skoka, pa tudi napadu zna trojko vreč, ga dati, v glavnem Ščuko vidim noter, Jurkovič, Radovič sta mi tu nekje, bolj se nagibam jaz osebno k Radoviču, da bi ga zraven vzel, pa Jurkoviča pustil doma, je pa res, da Jurkovičeva vrednost je višina, ne. Je pa bolj mehkejši kot Radovič, se mi zdi. Tako da ne vem, neke končne odločitve ne upam dati, ampak kakšen Smrekar, Jurkovič. Moja napoved. Pa za dobenega si ne želim od teh, da gre, ampak nekdo bo pač moral. Spodaj komentarji dobrodošli, kako vi vidite situacijo, je čas, da malo presekamo vso to negativnost okoli reprezentance in vidimo kakšne pozitivne vidike. Spodaj komentirate, vabljeni v to, kako ste videli tekmo z Britanijo, ostale tekme, Dončića, kogarkoli, vaš prostor je v komentarjih. Če ste pa tukaj vnovič ali pa so vam podobne analize všeč, highlightsi Dončića, slovenske reprezentance in ostalih stvari sveta košarke, pa prav lepo povabljeni, da se naročite na moj kanal. Kakšen všeček bom hvaležen, da spodbudi algoritem in pa komentar. Hkrati do naslednjič, najbrž po Srbiji se pa slišimo, vas do takrat prav lepo pozdravljam, Gregor sem bil z vami z Greg Sporta. Bodite lepo, dirirajte se, ostanite pozitivni. Srečno.